LCD zasloni. Zaslon s tekočimi kristali, nam znan bolj kot LCD, je izumil James Ferguson leta 1971, istega leta pa je podjetje Ilixico že izdelalo prvi ekran. LCD zaslone najdemo povsod, v prenosnih računalnikih, digitalnih urah, televizijah, mobilnih telefonih in mnogih drugih elektronskih napravah. Vse ti zasloni delujejo na enak način, različne so le njihove tehnologije. 3 glavne lastnosti, ki jih uporablja LCD tehnologija. Uporabljajo polarizirano svetlobo. Svetloba je sestavljena iz nihanja električnega polja, ki je prikazan kot E, in magnetnega polja, ki je prikazan kot B. Pri polarizirani svetlobi nas zanima le električno polje, zato lahko magnetno zanemarimo. Polarizirano svetlobo lahko tako obravnavamo kot superpozicijo dveh valovanj, ki nihata v pravokotnih ravninah. Na sliki lahko vidimo vodoravno polarizirano svetlobo ter navpično polarizirano svetlobo. V LCD zaslonih se nahajajo tudi optični polarizatorji, ki so enaki kot filtri, ki jih najdemo v polariziranih sončnih očalih. Delujejo tako, da na primer vpijejo navpično svetlobo, torej je ne prepuščajo, skozi njih pa preide vodoravno polarizirana svetloba. To bomo lahko videli na preprostem poskusu. Potrebujemo 2 polarizacijska filtra, vir svetlobe in razpršilec svetlobe. Prehod svetlobe lahko popolnoma onemogočimo, vse kar moramo narediti je, da en filter zamaknemo za kot 90 stopinj glede na drugega. Sledi poskus, kjer bomo lahko videli, kako to deluje na LCD zaslonu. Drugi in tretji princip, ki ju uporablja LCD tehnologija, govori o tekočih kristalih. Ti lahko s svojo orientacijo vplivajo na smer premikanja svetlobe. Torej lahko vodoravno svetlobo spremenijo v navpično. Tretji princip pa govori o tem, da lahko tekoči kristali spreminjajo svojo orientiranost glede na napetost, ki jim jo dovedemo. Sestava LCD zaslona. Če bi dovolj od blizu pogledali ekran, ki ga uporabljate za gledanje tega videa, bi videli na tisoče majhnih točk. Te majhne točke so slikovni elementi, ki jih ponavadi imenujemo kar piksli. Vzemimo en piksel in ga razdelimo na kose. Dobimo osvetlitev, 3 barvne filtre in optični polarizator. Svetloba iz luči potuje navpično in vodoravno. Skozi polarizator pa preide le vodoravna svetloba. Na poti do barvnih filtrov svetloba preide še skozi drugi polarizator, ki blokira vodoravno svetlobo. Zaradi tega pojava potrebujemo tekoče kristale. Izberimo si en kristal in ga razstavimo na dele.
Na prednjem in zadnjem delu kristala sta prozorni elektrodi, na obeh straneh pa je tudi jedkano steklo. Tekoči kristali sami po sebi nimajo nobene orientacije. Ko pa na zadnji del dodamo vodoravno jedkano steklo ter na sprednji del navpično jedkano steklo, se kristali postavijo v točno določen položaj. Ko svetloba potuje skozi tekoči kristal, prevzame smer premikanja molekul. Torej vsa svetloba, ki pride v tekoči kristal vodoravno, tega zapusti v navpični smeri. Če steklu dodamo še elektrode in jim dovedemo napetost, lahko molekule premaknemo v smer električnega toka. S tem onemogočimo svetlobi, da bi spremenila smer, ko prehaja skozi tekoče kristale. Ko spet pogledamo celotno sliko, vidimo, da svetloba potuje skozi vodoravni polarizator do tekočih kristalov. Ti jo obrnejo, da lahko preide skozi navpični polarizator do barvnih filtrov. Če pa prižgemo elektrode, postavimo kristale v smer električnega toka in tako svetlobi onemogočimo prehod skozi navpični polarizator. Z uravnavanjem toka, ki ga dovedemo elektrodam, uravnavamo količino svetlobe, ki pride do svetlobnih filtrov, ki določajo, katero barvo vidimo na zaslonu. Ko govorimo o barvah na zaslonu, ponavadi mislimo, kakšen delež rdeče, zelene in modre barve imamo v vsakem pikslu. Torej vrednost vsake barve od 0 pa do 255. Če so vse 3 barve podane z vrednostjo 0, bomo na ekranu videli le črno barvo. Če pa imajo barve vrednosti 255, bo to na zaslonu vidno kot bela barva. Ko zvišujemo ali znižujemo vrednosti rdeče, zelene in modre, to vidimo kot različne barve na zaslonu. Zaslon nam uravnava napetost za vsak tekoči kristal posebej, vrstico za vrstico. Navadno to naredi 60krat v eni sekundi.